Štartam. Torej, dobro večer. Hvala za to, da me pravzaprav spremljate. Današnja tema, o kateri bomo pravzaprav govorili, je torej dinamični model vodenja oziroma govorimo o vodenju podjetja. Predhodno smo govorili o lastni organizaciji oziroma o odnosih med pari oziroma tistimi, ki skupaj živite. No, danes je pa pravzaprav to neke vrste nadgradnja vsega tega, saj je v bistvu ta pot, da pridemo do kvalitetnega vodenja, moramo pravzaprav sami sebe najprej spraviti v nek red. In ravno iz tega je pravzaprav ta dinamični model vodenja nastal. Namreč osnovna ideja je bila to, kako preprečiti, da osebne travme, kompleksi, demoni, psihološke smeti, kakorkoli pač imenovati te osebnostne karakteristike, ki motijo poslovni proces, se pravi preprečiti, da to pride v poslovni proces. Torej, to je bila osnovna poanta. Namreč, jaz sem se s tem začel ukvarjati pred 25 leti. Najprej kot fizik, kjer sem delal analize procesov in ni mi bilo jasno, kako je toliko mrtvega prostora. Se pravi, proces je bil jasen, da se nekaj izvede v 30 minutah, ampak tisto, kar je bilo naročeno in tisto, kar bi se naj izvedlo v 30 minutah, včasih tudi po 1 leto ni bilo zaključeno. In seveda po podrobni analizi sem pravzaprav ugotovil, da vsak ima svoje navade, vsi različno razumejo delovni proces in potem mi je bilo logično, da če se napišejo pravila, da po teh pravilih bodo vsi delali. Tudi če se skupaj usedajo in pogovorijo, da bo jasno, kako bojo prišli do cilja. Ampak kljub, bom rekel, neki idealni sliki se dejansko to v resnici ni zgodilo. No, potem je pa bilo pač za mene logično, da se malo poglobim v človekov tisti, ki pač pravzaprav to kreira, in sem dejansko videl, da pravzaprav obstajajo v naših glavah, ko sem to našo psihologijo oziroma podzavest odprl, zelo velika zmeda. In je logično, da je to pravzaprav enako v našem poslovnem procesu. In ker sem imel pač to izkušnjo, da sem lahko vstopal v privatne in poslovne domove podjetnikov in seveda spoznal njihove osebne oziroma otroške zgodbe, sem pravzaprav videl, da proces, ki ga oni izvajajo v podjetju, je zelo podoben njihovemu načinu razmišljanja, vzgoji in pravzaprav celi njihovi zgodovini. No, in takrat sem pravzaprav videl, da sem lahko, ker seveda potem me je študij peljal v smer psihoterapije, sem lahko vsakemu psihoterapevtu, ampak podjetja pa v resnici ne bom rešil na ta način. No, in z tega je potem začel nastajati sistem, ki na nek način onemogoča oziroma dela jasno mejo med osebnim in poslovnim življenjem, kar pomeni, da poslovni proces dela veliko bolj učinkovit, saj je izključno namenjen temu, da se izvedejo naloge, in pri tem ni dvojnih iger, ni dvojnega dela, predvsem pa ni manipulacij. Ključno, kar pa je pri dinamičnem modelu vodenja, je pa to, da v prvo vrsto dajemo osebne cilje, poslovni cilji pa podpirajo torej naše potrebe in želje. Kar pomeni, da sem popolnoma obrnil gledanje na sam sistem, ravno zaradi tega,
da nismo 24 ur v službi. In potem se samo ukvarjamo z procesom, poslovnim procesom, kaj moramo narediti, za koga smo odvisni. In na koncu, tako kot Fran Milčinski Ježek pravi, boli, če te povozi avto, če te povozi čas, se bolečine ne da izmeriti. Obrnemo se 10, 20, 30 ali celo več let nazaj in se vprašamo, kje je ta čas. In ko se dejansko pa rodimo, vse, kar nam je podarjeno, je naš čas. In mi smo pravzaprav tisti, ki bi naj upravljali z njim. No, in to je pravzaprav namen današnjega webinarja oziroma današnjega pogovora, da se pogovarjamo o tem, kaj je pravzaprav tisto, oziroma kako voditi podjetje ali pa kakršenkoli proces, da stvari v osnovi ločimo. No, jaz sem pravzaprav izhajal iz potem sem se pa iz psihologije nazaj vrnil k fiziki, ne? In sem se vprašal, kako to pravzaprav narava vodi svoje procese. Konec koncev je narava proces oziroma podjetje. Če pogledamo en sklop, gozd ima čisto vse procese, ki jih danes najdemo v podjetju. Od prodaje, skladišče, različne hierarhije, dejansko najdemo popolnoma vse v njej. In na koncu se vse zgodi ob tistem času, ko se more, ampak ni dobenega pritiska oziroma časovnih omejitev. No, in zato sem pravzaprav iz tega izhajal in sem najprej vzel tok potoka. Namreč, ko narava naredi nek kanal oziroma kjer voda teče, se pravi naravni proces govorimo, naredi na ta način, da pravzaprav vsa narava, se pravi vsi deli nekega območja dobijo tisto vodo, ali pa so namočeni, ki pravzaprav jo potrebujejo. In to je bila meni osnova za komuniciranje, se pravi vzpostaviti komunikacijski kanal v podjetju. Na ta način, da vsak dobi točno tisto informacijo, ki jo rabi. Kajti, če vidimo v naravi, ko potok teče, je bister in piten, se pravi, okoli njega se pravzaprav dogaja neko življenje. Če je preveč vode, potem se zdravo odnese. To je na isti način, kot če v podjetju, oziroma temu se bomo malo kasneje vrnili, če pa je premalo vode, pa nastajajo mlake, močvirja. Čez nekaj časa dobi to slab vonj, slab okus. In približno isto je z komunikacijo v podjetju. Se pravi, če v podjetju je preveč informacij, to pomeni, preveč govorimo privatnih stvari, preveč govorimo neke zgodovine, zakaj se je zgodilo, če preveč komentiramo stvari, ki so nepotrebne, v bistvu vsaka prenos informacij izgubi svojo težo. Če pa je premalo informacij, se pravi, da se pa ljudje sploh ne pogovarjajo ali pa ni jasne komunikacije, strategije v podjetju, ni jasne določene smeri oziroma kam pravzaprav vse skupaj pluje oziroma kaj so prioritete v podjetju, potem se pa zgodi to, da si vsak začne ustvarjati neko svojo sliko in spet slab vonj, slab okus oziroma slabi občutki, ni več motivacije, vsak se zapira vase in izgubimo celotno pot, sploh delovanje podjetja. In zato je v bistvu ravno to pomembno, da se v podjetju najprej, se pravi, vsak dobi samo tiste informacije, ki jih pravzaprav rabi za svoje delo. Seveda danes ne bomo govorili o jasnih vrstnih redih, ne? Ampak če pogledamo samo teoretično, mi za jasno delovanje cilja, podjetje v osnovi rabimo jasen cilj, torej v smer, kam gremo. Ti cilji morajo biti na nek način dolgoročni. Iz tega sledi seveda potem strategija, kako bomo mi do tega cilja prišli, in na osnovi tega mi potem naredimo organizacijsko strukturo. Ko imamo organizacijsko strukturo in osnovni proces podjetja, naredimo potem komunikacijske poti
hkrati seveda sledi, bom rekel, kdo je za kaj odgovoren, in šele na koncu naredimo informacijsko podporo. Seveda tako bi izgledalo idealno, če postavljamo novo podjetje ali pa, bom rekel, neko utečeno dejavnost popolnoma na novo prenašamo. Žal pa je realnost drugačna in seveda moramo tega vzporedno delati stvari korak za korakom na ta način, da mi enostavno, ko delamo spremembe, moramo paziti, da stvari ne porušimo. Bom povedal primer, kje se to pravzaprav najbolj poznalo. Obstajajo nagrade, ki jih dobi nekdo, ki je najboljši v svoji dejavnosti na svetu. To nagrado poznamo v Sloveniji. In ta nagrada je imela sicer veliko težo tam nekje do leta 2010-2012, torej prvih 20 let samostojnosti Slovenije, ampak vsak, ki je dobil to nagrado, je po tej nagradi na nek način izginil iz medijev. Oziroma ga enostavno več ni bilo nikjer prisotnega. In potem, ko sem pravzaprav govoril z temi osebami, zakaj ne, jaz sem pa najprej iz psihološkega vidika pri njih ugotovil, da so imeli strogega očeta ali pa niso imeli očeta. Torej, v zgodnjem otroštvu, govorimo o prvih 6 letih, ko se naš karakter oblikuje, niso imeli pohvale očeta. Se pravi, potrditev, da oni so okej, da so dobri, da je ta moški del njihovega življenja jih potrdil, da so dobri. In oni so ves čas hrepeneli po tej pohvali oziroma tej potrditvi in šele potem preko posla prišli do samega vrha. In ko so oni dobili to nagrado, je bila ta nagrada enakovredna pohvali njihovega očeta. In v tistem trenutku, ko so oni s tem kipcem stali na odru, je bilo tako, kot da so se zbudili. Kdo sem jaz, kaj zdaj v tem trenutku tu počnem? Enostavno so bili v drugem svetu. Naslednji dan v podjetje, ko so prišli, več niso imeli razloga, zakaj bi sploh neke stvari delali. In podjetje z 1000 ali več zaposlenimi je čez noč začelo upadati, ker ni bilo več motivacije. Mi, se pravi, govorimo neke vrste o družinskih podjetjih ali pa tistih, kjer je bil posameznik lastnik, ne? In potem je ta posameznik, ki smo ga najprej častili, kako uspešen je, dejansko videli, da so vse številke, ki so kazale na materialen uspeh, dejansko bile številke njegove nesreče. In ta motor v njem, ki je dejansko ga gnal k temu navideznemu uspehu, je dejansko bila samo ena psihološka podpora, ki se je čez noč ugasnila. No, in to je bil meni eden od povodov, da sem pravzaprav začel iskati tudi rešitve, da kako potem narediti ta prehod, preden nekomu ta motor ugasne, da podjetje postane neodvisno od njegovega počutja. Namreč, dejansko, če bi pogledali, večinoma podjetij nastane iz tega, iz neke ali otroške travme, ki je seveda, ne govorimo o tistih idealih, ko nekdo sanja, točno ve, kaj bi naredil, ne? Ampak v vsakem primeru mi se v osnovi, ali pa jaz še vsaj nisem konkretno srečal šole, ne glede na to, da na nekaterih učim, pa se trudimo vzpostaviti čim bolj realne poti, kjer nas bi naučili praktičnosti življenja oziroma življenja samega. In potem, seveda, ker mi tega ne znamo narediti, organiziramo svoje podjetja na ta način, ko smo videli, da ne vem, kako je doma mama ali babica organizirala kuhinjo, kako je oče
pospravljal ali pa popravljal neke stvari, ne. In ta način vodenja ali pa organizacije, ali pa kako smo bili organizirani v šoli, mi potem dejansko prenesemo v poslovni proces. In to pomeni, da vse, ker ni obrambe, ker ni tega zidu, pa nekih jasnih pravil, mi seveda vse te psihološke smeti, se pravi vse te neke travme prenesemo neposredno v poslovni proces. In to pomeni, da mi to neposredno prenašamo tudi potem na svoje poslovne partnerje, svoje sodelavce in tako naprej. Govorimo o tistih seveda, ki so začeli svoje podjetje, ne. Koliko hujše je pa to, ko se to zgodi v državni upravi, če pa tam ni jasnih pravil. In potem gre ta cel sistem psiholoških smeti na vse tiste, ki neposredno imajo opravka z neko državno oziroma javno upravo in potem to na življenje v eni občini. In to sem v bistvu zelo temeljito raziskoval celo v 2 doktorskih nalogih oziroma 2 znanstvenih delih. No, in gremo zdaj po polnemu začetku. Prvič to, mi ne moremo delati sprememb tam, kjer lastnik ni pripravljen narediti spremembo. Tam se tega ne bo zgodilo. Največkrat je to v družinskih podjetjih, ko je nasledstvo, ko starši nočejo spustiti, ker imajo občutek, da so otroci nesposobni, ne? Ali pa pač tam, kjer lastnik reče ne. V takem primeru v bistvu ne moremo nič delati na silo. Vse, kar lahko naredimo, je tisti, ki hoče narediti spremembo pri sebi in potem samo z vzgledom pa drugo reakcijo lahko neposredno drugega spreminja. Drugače nimamo te pravice. Mene so velikokrat poklicali v različna podjetja in potem, ko smo po kakšnem urnem pogovoru prišli do tega, da so v bistvu oni sami krivi, ker hočejo pravzaprav reševati v podjetju in da morajo prvi korak oni ali stopiti nazaj ali pa nekako začeti stvari drugače, lahko rečem, da 90% potencialnih strank v zadnjih 25 letih mi je pokazalo, kje so vrata. Ali pa so me celo pospremili ven, so rekli, glejte, tako se pa ne boste z nami pogovarjali. Pa sem bil zelo prijazen, samo sem rekel, da so oni sami krivi za to. No, ampak tisti, ki so pa to dejansko sprejeli, da res morajo nekaj pri sebi narediti, da so ujetniki sami sebe na koncu, da v bistvu od življenja nimajo nič. S tistimi smo pa potem vzpostavili te sisteme in danes so to v bistvu zelo uspešna podjetja. O nekaterih lahko govorimo, o nekaterih ne, ampak danes se posvetimo sistemu. Torej, nazadnje smo pravzaprav govorili o teh psiholoških smeteh. To so informacije, ki nam onemogočajo, da se razvija naš potencial. In da mi to preprečimo, moramo seveda svoje življenje drugače organizirati. Ampak, da jih mi ne spustimo, da grejo v podjetje, je pa pomembno to, da mi organiziramo najprej zjutrajni sestanek, ko pridemo v službo, sestanek sami s sabo. Da se mi vprašamo, kaj je današnji cilj naš, kaj hočemo doseči v poslovnem svetu in kaj so naše naloge. Temu seveda probamo slediti, kolikor se da, ne? Čeprav, ker smo pač v dinamičnem svetu, pa enostavno na koncu dneva ugotovimo, ko naredimo eno analizo, da smo počeli popolnoma druge stvari, ne? Ali pa je bilo 10 novih nalog in nismo uspeli teh zaključiti. Ampak vseeno moramo toliko se vprašati, ali smo mi zadovoljni s tem dnem, ne glede na to, kaj smo naredili ali ne. Torej, govorimo o učinkovitosti. Ni vedno učinek to, da si mi zadamo en plan, naredimo pa nekaj drugega. Ker govorimo o dinamiki, se pravi, da se stvari dnevno spreminjajo. No, in na koncu dneva, ne, ko mi ob neki uri zaključimo ta poslovni svet, je potrebno pa narediti to analizo. Se pravi, ali sem zadovoljen s tem, kar sem naredil. Potem obvestim vse tiste, če sem karkoli zamujam, na katerihkoli področjih, vse obvestim po mailu, da je zaradi tega in tega na določenih projektih prišlo do zamujanja.
Hkrati obvestim tiste, ki predvidevam, da bom naslednji dan ali pa v naslednjih dneh rabil neke njihove informacije, govorim takrat, kadar smo vezani na projekte. In hkrati si naredim plan za naslednji dan. Tisti, ki šele to začenjate, vam priporočam, da to delate v rokovnike oziroma si nekam to napišete. Zaradi tega, ker delata dva različna spomina. In s tem, ko mi v bistvu napišemo, pomeni, da smo iz podzavesti dali v ta celični spomin in tako bo imeli potem možgani informacijo, aha, to tam piše. Spravi, ne bojo oni razmišljali o 100 stvareh, ampak bodo imeli samo informacijo, to tam piše, kar bom jutri zjutraj ob 8, ali pač ob kateri uri začnete biti aktivni, bom te informacije aktiviral. In s tem mi v bistvu v osnovi ločimo, spravi, naredimo štart in konec našega poslovnega delavnika. Namreč s tem začnemo stopnjo stresa zmanjševati za 30%. Ampak to ne pomeni, da če boste vi že danes to naredili, da bo jutri vse drugače. To gre, v bistvu vse skupaj gre skozi enih 7 faz, najprej navdušenje, sprejemanje, oziroma neke vrste zmaga, potem pride do te neke realnosti, aha, zdaj moram pa jaz to sprejeti, te spremembe, potem je upiranje teh sprememb ali pa te odgovornosti, neko razočaranje oziroma obupanje, ker je pač vseeno to v osnovi garanje, in potem neki novi cilji in dejansko rešitev. Spravi, takih 7 korakov skozi eno tako amplitudo gre vse skupaj, ampak da mi pridemo do tega, da sploh lahko naredimo to spremembo, moramo v bistvu to početi 21 dni. Šele takrat bomo naši možgani nekako zaznali to spremembo. In mi bomo v tistem času, se pravi, vsak dan se pomalo trudili, bo en kakšen teden, da vam to ne uspe, ampak po 3 tednih pa že lahko pride to v vašo, ne še v vašo kri, ampak počasi nastaja vaš ritual. Šele po približno 2 letnih časih, torej 6 mesecih, to lahko postane vaša navada, ne več breme. Namreč mi na ta način začenjamo in zaključujemo dan. Spravi, omejimo stvari. To je v bistvu prva stvar. In s tem, ko mi v bistvu si za vsak dan postavljamo jasen cilj, kaj hočemo narediti oziroma v katero smer gremo, potem začnemo tudi mi kot osebe na nek način dojemati, kaj pravzaprav, kdo smo mi. Da nismo v bistvu pravzaprav ujetniki tega poslovnega sveta, ampak da še obstaja nekaj več od našega življenja. Ne samo to, da nekaj delamo oziroma čakamo na tisto penzijo enkrat, ko bo prišla. Ampak takrat več nismo tako polni življenja, da bi lahko pravzaprav uživali oziroma vsaj čutili življenje. Namreč v psihologiji sem prepričan, da je moje prepričanje, da ljudje ne čutimo. Da smo pravzaprav vse občutke, ki jih imamo, smo jih na nek način skopirali od naših, spravi, iz filmov, neke okolice, iz socialnih omrežij, in to so pravzaprav te psihološke smeti. Na ta način, ko mi začnemo te stvari omejevati, spravi, vzamemo hrano tem našim psihološkim smetem, in tako smo, in ko tudi omejimo, da ne razmišljamo o poslovnih stvarih več popoldne ali pa v nekem drugi polovici dneva, ampak možganom damo nalogo, da to počnejo naslednji dan, mi začnemo v bistvu na nek način svoja čustva prava osvobajati. Tu je v bistvu mogoče, kar smo že zadnjič govorili, vseeno toliko, da spomnim, lahko zraven te vaje ali pa tega sestanka poslovnega zjutraj in konc delavnika, dodate še to vajo, da se zjutraj vprašate, kako se želim počutiti konec dneva.
Torej, govorimo o občutkih. Namreč, ko sem prej govoril o osebnih pa poslovnih ciljih. Osebni cilj je samo občutek. Vse ostalo so materialni cilji. In zato je pomembno, kako se mi konec dneva počutimo. In ko mi začnemo delati eno analizo, kaj se nam je čez dan dogajalo, oziroma razmišljamo, potem ne razmišljamo o tem, kaj se nam je zgodilo, ampak kako smo se mi ob tem počutili. In kaj je bilo tisto, kaj nam je jemalo energije, povzročalo stres oziroma onemogočilo ta željen občutek, ki smo ga želeli imeti konec dneva. In potem damo mi v bistvu možganom informacijo, kaj je tisto, kar možganom jemlje dodatno energijo oziroma tisto, da lahko oni normalno funkcionirajo. Namreč možgani za svoje delovanje potrebujejo svež zrak oziroma kisik in zdravo kri. In stres jim dejansko onemogoča, da možgani to dobijo. S tem pa jim mi omogočamo, da možgani analizirajo te naše, aktivnosti, in ko oni zaznajo, da nam določena oseba, določena situacija povzroča stres, se pravi jemlje njim hrano, bodo oni sami kreirali določeno kemijo v nas, kjer bomo dovolj samozavestni ali pomočni, da se nas te situacije direktno ne bodo dotikali. In bomo dosti lažje prenašali različne stresne situacije. No in zdaj pri samem vodenju je pomembno, da vi v bistvu tudi sestanke, ki jih imate v samem podjetju ali pa odvisno, kje se nahajate, organizirate na ta način. Najbolj priporočljivo je to, da vi v ponedeljek, ne tako zjutraj, ampak nekje v prvi polovici imate prvi kolegij, kjer se pravzaprav vi naredite neke vrste plan za tekoči teden. V četrtek pa proti koncu dneva pa to preverjate. Torej, gre za to, da si vi v bistvu delovni plan oziroma delovni teden delate od ponedeljka do četrtka. Petek je tisti za rezervo, če ni nič, potem je prost. Ampak delate na tem, da je petek prost. Oziroma en dodaten dan vikenda, ki pa ni nujno, da je petek, lahko tudi ponedeljek, odvisno pač od vaše dinamike, načina dela oziroma dejavnosti. No in ti sestanki oziroma kolegiji, ki so v začetku tedna, morajo biti sestavljeni iz treh sklopov. Namreč informacije v naši glavi nimajo strukture. Mi smo tisti, ki si jo postavljamo. In ker pa vedno hočemo reševati najtežje stvari takoj, moramo vedeti, da so najtežje stvari vedno spodaj. In ko mi o njih razmišljamo, grejo skozi vse ostale informacije, da pridejo do našega bistva. In tako se v bistvu ponavadi naše informacije oziroma najtežje informacije, ki jih hočemo takoj reševati, v osnovi popačijo. In tiste ostale zanemarimo. Torej, v naši glavi so informacije ali podzavesti zložene stvari tako, da spodaj so tiste najtežje, ki so ponavadi projekti ali pa tistega, česa živimo. Potem so na drugem mestu informacije, ki so namenjene nekemu razvoju, izboljšavam, marketingu oziroma neki prihodnosti. Na tretjem mestu oziroma tam čist na vrhu so pa informacije tiste najbolj enostavne. Nekomu ne dela nekaj težave z računalnikom, kartica, prevoz, oziroma govorim o nekih stvarih, brez katerih lahko delamo, ampak nam onemogočajo stvari. Torej, sestanki ali pa kolegiji morajo biti vedno sestavljeni iz treh sklopov. Torej, najprej rešujete tiste najbolj enostavne, potem tiste, ki so malo bolj razvojno usmerjene, in šele na koncu, ko na nek način spraznite glavo, greste reševati najtežje stvari. In v tem vrstnem redu torej mora potekati komunikacija. Za vsako načeloma rabite največ
15 oziroma 20 minut, ker tisto, kar v 20 minutah ne uspete rešiti, tudi nikoli ne boste, se pravi, se med sabo ne razumete ali pa govorite preveč. In dejansko v 45 minutah se tak vsak kolegij reši. Vkolikor pa seveda gre za določene projekte, kjer pa v bistvu rešujete posamezno problematiko, to pa ni stvar osnovnega oziroma tega procesnega kolegija, ki v bistvu poganja podjetje, ne? Ampak so to projektni oziroma produktni sestanki, v katerih se posebej potem pogovarjate. No in potem sestanek v približno istem vrstnem redu se mora zgoditi v četrtek proti koncu dneva, kjer preverite, ali so vse te stvari narejene ali ne. Vprašanje ne, ali se piše zapisnik, da, ampak zapisnik ne piše tisti, ki sestanek vodi, ali pa zapisnikar. Vsak, ki je dobil nalogo, kaj mora narediti, napiše on kot svojo točko in jo potem pošlje tistemu, ki sestavlja zapisnik. To pa zaradi tega, da v bistvu celoten kolektiv sploh vidi, ali ste se med sabo razumeli, predvsem, če je razumel tisti, ki to mora izvesti. Tako dobimo pravzaprav povratno informacijo. In potem tisti, ki vodi sestanek ali pa zapisničar, to spravi v en dokument. Seveda, vabilo na sestanek mora biti poslano ne tisto jutro, ampak vsaj en dan prej. In v vsakem tem vabilu mi moramo tudi napisati, kaj od koga pričakujemo, oziroma zakaj, kaj od njega pričakujemo na tem določenem sestanku, zato da se tudi on lahko pripravi. Namreč, kako naše misli funkcionirajo. Če pogledamo čisto naravno psihologijo, vidimo, da najpomembnejših tistih prvih od 7 oziroma od 0 do 90 sekund. Ampak prvih 7 sekund mi dejansko zvemo vse o vsakem. Namreč, ko se mi ta naravna psihologija v bistvu še iz neke pradavnine izhaja, ker ko so ljudje mogli biti ves čas v neki pripravljenosti na neki boj, na obrambo. In tako je v bistvu danes, ko mi doživimo neko novo situacijo ali pa srečamo novega človeka, je v bistvu gre naša psihologija v obrambo, torej kaj pričakujemo. In takrat smo mi fokusirani 100% na to, kaj se dogaja. Po 90, se pravi prvih 7 sekund, to je 100% odprto, po 90 sekundah se to počasi ugasne. In potem že pridejo v ospredje nazaj te psihološke smeti in začnejo neke svoje igre igrati v naši glavi. In potem si rečemo, ja, pa se ni tak, kot sem najprej v začetku mislil, ne? Ampak na koncu vedno ugotovimo, da je točno tak, kot smo v začetku mislili, ne? No in kaj je pravzaprav pri tem tisto, kar je najbolj ključno, da pri nas delajo tudi čuti teh prvih 90 sekund, ki drugače ne funkcionirajo. Namreč mi v osnovi delamo zelo površinsko opazujemo. Teh naših 5 senzorjev, se pravi kanalov za opazovanje, vid, vonj, okus, dotik in sluh, je samo 7% informacij, ki jih mi sprejmemo. Se pravi, z tega vidimo, kako površinsko živimo. In šele, ko pa mi, se pravi, teh prvih 7 sekund je pravzaprav vse to odprto, ne? Potem pa začnejo nazaj te psihološke smeti prihajati in potem v bistvu več nimamo realne slike. Bomo več, mogoče še na koncu malo to omenili, čeprav smo že to v preteklem webinarju razlagali. Torej, primarno je v osnovi to,
da ko mi pripravljamo sestanek, mi že v bistvu začnemo razmišljati o nekih potencialnih rešitvah. In zdaj, ko mi nekoga pa na sestanku soočimo ali s problemom, ali da želimo neki odgovor, v bistvu njemu damo samo 2-3 sekunde, da o tem razmišlja. Zato morajo biti informacije poslane vsaj 24 ur prej, zato da gremo v svojih mislih skozi celoten proces o določeni situaciji, ali pa poiščemo določene informacije, ali pa si sploh ustvarimo mnenje. No, zdaj boste najbrž rekli, da sem povedal 2 različni stvari, ampak ne. Namreč o tem opazovanju teh prvih 90 sekundah, kjer mi vemo vse o neki posamezniku, znamo oceniti realno situacijo. Ampak, da ta realna situacija dobi težo, se pravi, ki jo lahko mi z strokovnim znanjem podkrepimo, pa rabimo 24 ur. Zato mora biti vsako vabilo vsaj 24 ur naprej poslano. Tako da v bistvu v ponedeljek zjutraj, ali pač tisti prvi dan, ko vi štartate s kolegijem, morajo biti, če le možno v petek, ali pa v petek zjutraj, še potem tisti petek možnost se pripraviti, ne da čez vikend delajo ali pa v nedeljo zvečer, kaj bomo pravzaprav mi počeli naslednji dan. In tako je v bistvu proces veliko hitrejši in bolj učinkovit. Zelo pomembno je, da tisti, ki vodi te kolegije, ne govori o osebnih stvareh. Se pravi, nekje je bil na dopustu, kako se počuti, aktualne politične stvari dogaja, ampak res izključno to, kar je pravzaprav cilj tega sestanka. Nekaj se morate zavedati, da v dinamičnih organizacijah ni nadrejenih in podrejenih, ampak so samo odgovorne osebe. Torej, ne jaz sem šef, jaz sem vodja. Ta naziv lahko sicer imate, ampak današnja družba razume samo še odgovorne osebe. No, in to so v bistvu pravzaprav tisti ključni momenti, kako vi spostavite tok komuniciranja. Seveda, komuniciranje se naredi po nivojih, se pravi, vedno grejo prvi sestanek je tisti, ki je najbolj pomemben in kjer je dejansko vodstvo združeno, in potem postopoma do zadnjega. In na ta način v bistvu dinamični model vodenja in dinamični model komuniciranja omogočata, da to, kar si je nekdo na vrhu zamislil, tudi nekdo enako na koncu izvede. Seveda gre skozi več istih filtrov, kjer je lahko stvar samo še boljša. Ne more pa biti popolnoma nekaj drugega. Ne more biti to, da na enem kolegiju nekaj govorite, čez pol leta pa popolnoma drugi izdelek. Zato je pomembno, da se o teh stvareh vedno pogovarjate. Kdo in kaj bo naredil. Ampak to ne sme biti delegiranje v smislu, ti boš naredil to. Vsak naj poskuša povedati realno, ali je to sposoben narediti, kaj lahko od njega dejansko pričakujete in na kak način. Zato mora vsak v pisni obliki vrniti to informacijo, kaj on pravzaprav naredi. No, in ko mi en tak teden zaokrožimo, potem imamo že občutek, da smo pravzaprav postavili začetek in konec nekega tedna. Potem začnemo, se pravi, najprej smo imeli dnevno planiranje, potem gremo na tedensko in isto lahko gremo na mesečno, ker mesečne plane postavljamo oziroma neke projektne. Seveda ni nujno, da so sestanki tedenski, lahko so 14-dnevni, 3-tedenski, se pravi, vse je odvisno od dinamike vaših procesov oziroma poslovanja. Najbolj pomembno je to, da si vi naredite tematske dneve, kaj delate kateri dan.
Se pravi, kdaj se ukvarjate s strankami, s projekti, z določenim projektom, določeno administracijo. To ne pomeni, da ste tisti dan, ne vem, izklopite telefon ali pa računalnik, pa se samo z eno stvarjo ukvarjate, ampak to pomeni, da vam je tista stvar tisti dan prioriteta. In vi strmite k temu, da tisti določen dan naredite določeno nalogo oziroma pač obravnavate določene teme. Priporočam vam, da se z podjetjem začnete ukvarjati šele, ko stopite v njega. Če delate od doma, šele kot stopite, kot odprete računalnik, oziroma odvisno, kaj pač počnete. To pa ne pomeni, da bo zato manjša pripadnost, manjša storilnost. Ne, vi boste v bistvu prišli v podjetje oziroma v delovni proces in boste imeli bolj čisto glavo, kar pomeni večja kreativnost, večja motivacija. In s tem, to, kar smo v bistvu v začetku povedali, ne, da si vi na prvo mesto postavite osebne cilje, kar so občutki, ne, in potem poslovni proces podpira te vaše osebne cilje. To pomeni, bolj ko boste vi stremeli k osebnemu cilju, bolj kvalitetno se boste ukvarjali z samim poslovnim procesom, ker bo vaše delo bolj učinkovito. In na ta način vi pravzaprav začnete stvari dejansko ločevati. Naenkrat v samem delovnem procesu več ne bo pritiskov ali pa ne bo več nekih stvari, oziroma niti drugi več ne bodo mogli z vami manipulirati. Mogoče to, razlika med manipulacijo pa motivacijo. Če mi gledamo površinsko na svoje sodelavce, katere želimo motivirati, potem bomo videli potrebe samo teh njihovih psiholoških smeti. Se pravi, te informacije, ki so prišle od zunaj v njih. In če bomo poskušali to zadovoljevati, bomo v bistvu v osnovi z njimi manipulirali. Če bomo pa mi gledali njihov potencial, se pravi, kdo so pravi oni, kaj oni si pravzaprav želijo, kje se dobro počutijo, potem bomo bomo to spodbujali, potem bomo jih pa motivirali. Se pravi, korak med motivacijo in manipulacijo je zelo tenek. In to zelo težko vidimo. Veliko podjetij danes, ki ima različne motivacijske programe, so v resnici manipulativni programi, pa se tega niti ne zavedajo. In potem motivirajo, dokler ne naenkrat pol kolektiva zgori. In vprašajo, kje dela napako. Zato, ker gledajo napačno smer. In kako lahko mi, če smo mi delodajalec ali pa vodji, to sploh pravzaprav vidimo? Ravno na ta način, da se mi najprej postavimo za sebe, da si mi v bistvu ne, tako bom rekel, ali se zvečer, preden greste spat, umijete. Umijete svoje telo. Večinoma si. A si umijete svoje misli? To pa ne. Ali pa zelo redko. Niti ne vemo, kako to početi. S temi analizami, ki sem prej dejal, kako se želim počutiti konec dneva, ali pa jaz osebno to počnem tako, da konec dneva vedno nekaj napišem. Se pravi, občutke napišem, kako sem se jaz, ali pa neko zgodbo opišem skozi svoje občutke. In na ta način si mi pravzaprav, ko stvari napišemo ali pa na kakršenkoli način damo iz svoje glave, nekateri rišejo, nekateri tudi pojejo, ali pa z nekaj, kjer v bistvu ustvarjajo, si v bistvu mi na ta način umivamo svoje misli. In to je v bistvu tista interna ali pa intimna higiena naših misli, zato da lahko mi, ko gremo dejansko naslednji dan v službo, gremo čisti. In ko smo mi notranje čisti, več zaznamo pri drugih, kot to,
kot da prijemo z zamazanimi mislimi. No in ravno ta naša odprtost, ne, ali pa o tem, kar pravzaprav govorimo, kako to mi vemo, to je naša intuicija. Se pravi, to je tistih 93%. Ampak ker intuicija izhaja iznotri, iz našega potenciala, moramo zato v bistvu ogromno delati na čiščenju teh naših psiholoških smeti. Že ko gremo iz službe, se pravi iz poslovnega mesta ali pa zaključimo poslovni del, mi s tem, ko zapišemo, naredimo analizo, kaj smo počeli in kaj bomo počeli naslednji dan, mi že s tem v bistvu umijemo svoje misli. In teh psiholoških smeti ne nosimo domov, v družino, v neko intimno okolje. In hkrati, če doma je nečisto, odnosi ali kakorkoli, ne, mi s tem, ko pridemo v službo in se fokusiramo, kar moramo danes narediti, pravzaprav tudi umijemo svoje misli, preden stopimo v poslovno okolje. In to, da mi zjutraj napišemo teh nekaj korakov, kaj moramo danes narediti, je pravzaprav neke vrste meditacija. Da smo fokusirani v to, kaj pravzaprav delamo oziroma je naš fokus. In se pravi, ko mi v bistvu spostavimo to čistost komunikacije v delovnem procesu, smo mi pravzaprav 90% dela že naredili. Ker vse, kar naredimo, je to, da v začetku najprej vsako jutro si mi postavimo cilj oziroma se zorganiziramo in potem na isti način organiziramo svoje sodelavce. In to konec tedna samo ponovimo oziroma planiramo za naprej. In tako mi v bistvu pravzaprav s temi preprostimi vajami ali pa na tem načinom komuniciranja začnemo spreminjati dejansko celoten sistem. Začnite samo s tem in boste videli, kako v bistvu v 3 mesecih na zelo preprost način boste spremenili vzdušje, učinkovitost, predvsem pa boste naredili mejo med psihološkimi smetmi, travmami, demoni, vseh sodelavcev, tudi vaših, ki bo ostali ven in ko boste stopili v poslovno okolje, bodo v bistvu pravzaprav zgodbe popolnoma drugačne. Namreč, kakorkoli je za to vse skupaj preprosto čist slišati, ne? Ampak dejansko narava naredi okolje zdravo samo tako, da v bistvu teče voda skozi njega. Puščava bi ozelenela, če gre skozi njo reka. In isto je v podjetju. Samo vzpostavite pravilen proces komunikacije. S tem vi postavite dinamično okolje v podjetju. In ko ga vzpostavite, v bistvu ta dinamika se na nek način dobi podjetje svojo energijo in vsi, ki dejansko razmišljajo v skladu z strategijo podjetja, kjer so tam iskreno, bodo v podjetju ostali. Vsi ostali počasi odpadajo. Naenkrat se bodo vsi tisti, ki so se na nek način hranili, če to v narekovaju rečem, za to negativno energijo v podjetju, bodo počasi odišli. In pač podjetje drži samo tiste, ki so v svojem sklopu, se pravi v isti energiji. Jaz bom malo več o tem še napisal in seveda vsi, ki ste bili prijavljeni, dobite posnetek tega predavanja in tudi kratek oziroma tekst nekaj o tem, kako se pravzaprav postaviti. Celi sistem, se pravi o tem, kaj ste se vi pripravili, kako nadaljevati, pa seveda v knjigi Dinamični model vodenja. Tako da hvala za danes in prijeten večer. Jutri pa predvsem želim, da bo vaša intima in vaš poslovni svet zelo čist. Lep večer.